Ja, v primerjavi z lansko sezono je Robert Pevnik res izgubil 3 zelo pomembne adute, Nika Marinška, Marka Bresta in pa Daniela Šturma, ampak vseeno strateg je vodil kar 6 klubov, ki trenutno igrajo v prvi slovenski nogometni ligi, trdi, da je zadovoljen s kadrom in da verjame, da bo Aluminij v tej sezoni še kako močan. Tole je začetna enajsterica Aleša Arnola, med vratnicama je Matija Orbanič, v osrčju obrambe Katinić in Jakšić, ki bo prvič po povratku zaigral tudi na Žaku pred domačimi navijači na levi strani. Najboljši asistent lige Kavčič, na desni Mark Špandring, danes bo odigral jubilejno 100. tekmo za Bravo. V osrčju zvezdne vrste Beno Selan in Gašper Trdin. Puconja je proti Radomljam prvič zaigral v začetni enajsterici, danes v prvi postavi v prvi slovenski nogometni ligi tudi na Žaku. V napadu Stanković, Janić in Poplatnik, ki je v tej sezoni s 3 zadetki najboljši strelec Brava, skupno pa je na 3. mestu na lestvici strelcev v prvi slovenski nogometni ligi. Si bo tudi ogledal ta obračun. Tole pa je začetna enajsterica Roberta Pevnika, vratar je Pridgar, ki se je izkazal številnimi obrambami na tekmi z Muro. V osrčju obrambe sta Koblar in Martić, na levi strani Jovan, na desni Pečnik, v zvezni vrsti Jagić, Bili in Brkljača, v napadu pa na levi strani Katuša, na desni Sandro Jovanović, v konici napada pa Bamba Suso, ki bo lovil šele drugi zadetek v tem koledarskem letu. Blestel je na začetku lanske sezone. Kidričani vodijo z 1:0, 3. minuta srečanja. Tin Martić je strelec in Aluminij torej do zgodnje prednosti. Torej od 3. minute naprej vodi z 1:0. Tu težko krivimo branilca. Je VAR za to, da razveljavi očitne napake, zadetka ni, ostaja pri izidu 0:0, to bi nogometaši Aluminija lahko sklepali. Martić je seveda tisti, ki se najbolj pritožuje. Jakšić za Janića, Poplatnik v skoku, Janić proti Poplatniku, Matej Poplatnik, odlična obramba Pridgarja, potem pa gol! Gol za Bravo, Gal Puconja do prvenca v prvi ligi. Kakšen dan za Puconjo! Gal Puconja pa je potem ohranil mirne živce in zaključil v slogu vrhunskega napadalca. Poglejmo še enkrat. Izjemno visok skok Poplatnika, ki je takole streljal, iznajdljiva obramba Pridgarja. Toda odbitek je prišel do Puconje, odpadek pa je mladi nogometaš znal potisniti v mrežo in Bravo torej vodi z 1:0. Obe moštvi sta bili zelo izenačeni v prvem polčasu. Taktična disciplina. Jakšić v kazenski prostor. Skače Martić. Poplatnik, Poplatnik! Atraktivno! Gašper Trdin. Levo ga spremlja Puconja, lepo Trdin, Gašper Trdin, Trdin! Golazo! Gašper Trdin! Na drugi zaporedni tekmi je zadel kapetan Brava, njegov 3. gol v letošnji sezoni. Spredaj ga je spremljal zgolj Puconja, ki je opravil dobro delo, napadel je globino po levi strani, sprostil prostor za Trdina, ki je uprizoril nekaj magičnega, prodor proti sredini in na to natančen zaključek. Pridgar je bil prekratek, Bravo je podvojil prednost. Šubarič je seveda nova pridobitev za Aluminij, tule pa Jovan, priložnost za Aluminij, Jovan! Izvrstna obramba Mateja Orbaniča. Nagrajen, kajti Jovan je res lepo zavrtel obrambo Brava, prišel do strela. Tin Martić, že v 3. minuti ste zatresli tekmečevo mrežo, potem je bil gol razveljavljen. Povejte nam, kako frustrirajoče je bilo čakati na končno sodbo sodnikov. Mislim da smo odlično ušli u utakmicu. Nekako taj gol je potvrdio naš dobar ulazak. VAR se čekao 10 minuta, ne znam zašto se toliko čekali, još sam ne znam. Trenutno moram pregledati tu situaciju. I dalje smo igrali dalje, nije nas to nešto omelo.
iz neke glupe situacije smo nakon toga dobili gol i umjesto da vodiš 1-0 gubimo 1-0. Nakon toga smo se pobrali nazad, mislim drugo poluvreme smo ušli opet fantastično, imali jako puno prilika. Mislim, malo mi je čudno da se naša situacija ne pregledava uopće na VAR-u dok se naš gol 10 minuta čeka na VAR-u. Ne znam, moram vidjeti, ali frustrirajuće na terenu, definitivno, te odluke, ali ne možemo ništa. Prej ste verjetno govorili o situaciji ko je padel Sandro Jovanović. Da, mislim, kad svi njihovi igrači misle da je penal, vidi se, ne znam, kontakt se čuje, teško je, ne, teško je sad meni isto govoriti vruće glave, moram pregledati situaciju, ali 90%. Čudno mi je sam da sudnik nisu ga klicali da pregleda tu situaciju, sam to, ampak ne znamo ta pravila, to nećemo se mešati, teško je sad vruće glave, ali tak kak je, ne, frustrirajuće. Hvala. Gal Puconja, iskrene čestitke, ne samo za dosežen zadetek, tudi za opravljeno maturo, ampak verjetno ti prvenec v prvi ligi vseeno precej več pomeni. Ja, hvala za čestitke, pa mislim, da je še bolj pomembno, da smo odnesli danes 3 pike in zasluženo zmago. Danes si drugič začel tekmo v prvi slovenski nogometni ligi, prvo domačo. Kako je bilo na igrišču, kakšna navodila ti je dal trener, verjetno pa je bil na koncu tudi zelo zadovoljen s tvojo predstavo. Ja, mislim, cela ekipa je dobro delala. Sam sem se mi zdi, da v redu opravil svoje naloge, še zmeraj pa je še dosti prostora za napredek in k temu tudi stremim, da vsak trening čim boljše delam in da tako napredujem. Cilji za nadaljevanje sezone? Pa mi se osredotočamo tekmo po tekmo in mislim, da je to tudi najboljša stvar in verjamemo, da bomo z igro dosegali rezultate. Hvala. Robert Pevnik, najprej vprašanje, pri katerem se boste morda držali nazaj. Kako frustrirajoče je bilo čakati približno 5 minut, najprej ste zadeli gol, potem pa je bil ta razveljavljen? Stalno igralce pripravljamo na to, da se s tem ne obremenjujejo. VAR je razveljavljen gol, mislim, da smo šli odlično v tekmo. Zdaj, a je bil offside, a ni bil, ne vem, ker nismo še gledali tega gola. Odlično smo šli v tekmo, prejeli naivni gol, mislim, da smo imeli večjo posest, da smo bili bolj nevarni, ampak z ene situacije, ki smo jih delali na trening, smo prejeli ta gol, nismo zabili. Zopet odličen vhod v drugi polčas, ustvari si 2-3 čiste priložnosti, ne zabiješ in dobiš zopet naiven gol. Nimam kaj za reči igralcem, nismo odigrali slabo tekmo. Je pa res, da so danes menjave slabo odreagirale, niso dvignale ritma in mislim, da so mogli o tem pogovoriti. Po drugi strani pa čestitam Bravotu na zmagi. Zdaj vas čaka malce daljše obdobje, ko se boste lahko pripravljali na tekme. S kakšno intenziteto boste trenirali in ali vi čutite še vedno polno podporo? Pa dobro, čutim, to morate vprašati športnega direktora. Mislim, da smo veliko naredili v tem letu, mislim, da je veliko mladih igralcev in da smo na dobri poti kot kljub 3 zaporednim porazu. Tako da jutri je prosto, ponedeljek trening. Imamo 2 tekme med tednom, torek, petek, prvaki Egipta, pa Rudež in potem zopet tekmovalni ciklus. Najlepša hvala. Aleš Arnold, čestitke za prvo zaporedno zmago po maju 2022. Je ob tem podatku kakšno olajšanje čutiti? Ja, pa niti, če po pravici povem, nisem vedel za ta podatek, ampak smo zadovoljni. Zadovoljni smo tudi z naborom točk zdaj pred reprezentančno pavzo. Že 10. točka in jaz tudi mislim, da popolnoma zaslužene točke. Popolnoma zaslužene točke, se strinjam. Imeli ste več strelov, več priložnosti od Aluminija, vseeno pa vam je verjetno kar precej odleglo v 3. minuti, ko zadetek nasprotnika ni bil priznan. Absolutno, to je bila pač druga priložnost. Res je nekaj časa trajalo, da se je zadeva pregledala, ampak mi se pripravljamo pač preprosto na to, da bo v določenih trenutkih z VAR-om potrebno ostati koncentriran. Včasih pride odločitev, katere si vesel, včasih je tista, ki ti tekmo obrne v napačno smer. Je bila pa to, bi rekel, edina pomoč, ki smo jo danes potrebovali, ker po tej situaciji se je ekipa popolnoma zbudila in od takrat naprej jaz mislim, da sem lahko zadovoljen s predstavo.
Gal Pucanja je danes začel drugo tekmo v prvi slovenski nogometni ligi, hitro je dosegel prvenec, verjetno ste z njegovo predstavo zelo zadovoljni. Ja, absolutno. Lete Gal gre za izredno talentiranega igralca, ki je v bistvu čez celo svojo kariero v mladinskem nogometu prehiteval, prišel do nekega težjega trenutka v karieri, prestopa v članski nogomet. Jaz kot trener sem v bistvu v zadnjih letih ob njem in sem izredno vesel, ker vem, da tisti težki in grenki trenutki, ki so povsem normalni po prestopu v članski nogomet, so zares zahtevni in Gal jih je zaenkrat v redu prišel, stopil korak naprej in v pretekli dve tekmi odigral na visokem nivoju. Na tretjem mestu na listi strelcev imate zdaj kar 2 nogometaša. Kakšen je občutek ob tem in od kje Gašper Trdin črpa strelski navdih? Kaj ne rečem, Gašper je to vedno imel. Vedno je to imel, mi ga spodbujamo, da se, tako kot vse ostale igralce, da se zavedajo svojih kvalitet. In tudi danes je po prvem zadetku iskal še drugega in je bil pri tem blizu. Je odličen v predoru, predvsem ko pridobi hitrost, potem pa tudi iz tega koraka zna odlično nameriti in trenerji iščemo najboljše v igralcih in poskušamo to izkoristiti.